Spoštovane, spoštovani, prav lepo pozdravljeni na ta veseli dan slovenske kulture in srčna hvala, da ste za ta dan izbrali tudi dogodek na Slovenski matici. Dogodek, s katerim zaključujemo slovesno slavnostno leto 2024, ko smo, tako rekoč, skozi vse leto praznovali 160-letnico rojstva Slovenske matice. Ob tej priložnosti se je zvrstilo kar nekaj dogodkov. Izdali smo monografijo 160 let Slovenske matice, v kateri so prvič zbrani portreti vseh predsednikov Slovenske matice, ki so do danes zaključili svoj mandat. Prav tako smo 4. februarja 2024 pripravili posebno slavnostno akademijo ob naši 160-letnici, ki so se je udeležile tudi, poleg seveda državniškega vrha, tudi številne delegacije z drugih slovanskih matic. Sledila je razstava ob 160-letnici v Slovanski knjižnici. Delček te razstave smo poskušali pričarati tudi tukaj v naši dvorani s panoji o naši zgodovini in le nekaj detajli, ki jih hranimo tukaj na Slovenski matici. In danes, to slavnostno leto, zaključujemo s predavanjem o 160 let zgodovine Slovenske matice. Seveda vsak, ko najprej sliši besedo matica, pomisli na, akademik profesor dr. Gogola zagotovo, na matico kot tisto mater čebel, iz katere izhaja čebelji rod. Pa vendarle beseda v češčini pomeni tudi blagajno ali fond. Zakaj je to pravzaprav pomembno? Vemo, da je škof Anton Martin Slomšek že leta 1845 na Ilirski guberniji naslovil posebno prošnjo, da bi se ustanovila slovenska založba. Predstavljajte si, da je bil to čas, ko so vsi slovenski intelektualci hodili študirati v tujino, ko nismo imeli svoje univerze, ko nismo imeli svoje akademije, Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Tudi če je bila pred 250 leti uvedena splošna šolska reforma, torej razglašen splošni šolski red Marije Terezije, se ta ni mogla dosledno uveljaviti, saj ni bilo knjig oziroma učbenikov v slovenskem jeziku. Vsega tega se je zavedal škof Anton Martin Slomšek, ki je tudi sam pisal v slovenščini, kot poznamo danes njegova številna dela. In tako je tudi izpostavil zahtevo, da se ustanovi profesionalna slovenska založba. Ilirski guberni je takrat, leta 1845, to njegovo prošnjo zavrnil. In kasneje je pobudo prenesel v Celovec, kjer vemo, da je na njegovo pobudo bila ustanovljena leta 1851 prva slovenska založba, Družba svetega Mohorja. A prizadevanja se nikakor niso ustavila. Namreč vsi so se zavedali, da je Mohorjeva tista, ki svojim leposlovjem širi predvsem bralno in bralno pismenost med slovenskim prebivalstvom, ki je bila do takrat, kot vemo po raziskavi našega predsednika, dr. Aleša Gabriča, zelo nizka. Hkrati pa so se zavedali, da moramo ustanoviti, navajam tudi Slomškove besede, družbo za izdajanje zahtevnejših del. Torej je pobuda za ustanovitev take založbe živela tudi po ustanovitvi Družbe svetega Mohorja naprej. Vemo, da je v tem času so nastale že številne matice drugih slovanskih narodov. Tako je že leta 1826
v Novem Sadu nastala Matica Srbska. Zakaj v Novem Sadu? Vemo, da je bilo takrat ozemlje današnje Srbije seveda razdeljeno na osmanski del in na avstrijsko cesarstvo in seveda je ta prebuja narodov, ki se je odvijala že pravzaprav od začetka 19. stoletja, nekako eden izmed začetnih valov te prebuje je bila tudi ustanovitev Matice Srbske leta 1826 v Novem Sadu. To je izjemna inštitucija, če pogledamo danes, obsega kar 4 ulice, ima svojo galerijo, ima knjižnico, ki ima več kot 1 milijon knjižnih enot, skratka izredna inštitucija, ki jo podpira država. In kmalu po Matici Srbski so se začele ustanavljati tudi naslednje matice, Šlezijska matica, pa Ilirska matica, kasneje preimenovana v Hrvaško. Leta 1800 nastala je tudi že Dalmatinska matica in leta 1863 tudi Slovaška matica. Samo Slovenci izmed slovanskih narodov v okviru avstrijskega cesarstva svoje take ustanove za izdajanje zahtevnejših besedil še vedno nismo imeli. Toda leto 1863 je zelo pomembno na slovenskih tleh. V tem času smo praznovali, kot vemo, 1000-letnico prihoda svetega Cirila in Metoda v naše kraje. Ob tej priložnosti so v mariborski čitalnici, seveda tudi, vemo, da je takrat sicer Slomšek že umrl, ampak še vedno spodbujeni pod temi Slomškovimi željami in idejami o zahtevnejši založbi, takratni mariborski čitalničari organizirali dogodek, na katerega so povabili tudi Janeza Blajvajsa. No, in v tej čitalnici so zbrali sredstva, določen fond denarja, napisali določena pravila in vse skupaj predali Blajvajsu. Naj se v Ljubljani nikar več ne omahujajo in končno že ustanovijo Matico Slovensko. No, in tako je v novicah, Blajvajsovih novicah, išlo konec leta 1863 sporočilo, da je bila oddana pobuda v decembru strani Lovre Tomana in Janeza Blajvajsa, seveda, ki je bila naslovljena na oblast na Dunaju, da se Matica Slovenska ustanovi. In 4. februarja 1864 je prišlo dovoljenje samega cesarja, da se Slovenska matica lahko ustanovi. Priložil je tudi 500 goldinarjev za ustanovitev, toda ob tem naj poudarim, da je bil največji donator ob ustanovitvi Slovenske matice škof Štrosmajer, ki je prispeval kar 2000 goldinarjev. In zato se ta datum, 4. februar 1864, ko smo prejeli dovoljenje, tudi velja za ustanovni dan ali rojstni dan Slovenske matice. Slovenska matica je bila organizirana kot društvo z vrsto poverjenikov po terenih takratnega slovenskega ozemlja, ki so nabirali člane. In tukaj z vami delim tole dokument, ki ga je ustanovni član prejel. Vidimo na levi in desni podobi svetega Cirila in Metoda, grbe avstrijskih dežel in pa seveda napis Matica Slovenska, takrat še tako imenovana, potrjena z najvišjim sklepom od 4. februarja 1864 leta, daje s tem pismom dokaz, da je gospod, in tu je pisalo njen ud ali član. Iz tega seveda lahko vidimo, da je Slovenska matica na začetku sprejemala med svoje članstvo samo gospode, kar se je seveda danes v veliki meri spremenilo. Toda kljub
kljub seveda tem poverjenikom in objavam o ustanovitvi Slovenske matice, članstvo ni bilo prav obsežno in na vsak način je Slovenska matica iskala pobudo, kako bi število članstva povečalo. Takrat pa vemo, da je v tem obdobju že izšel Kozlerjev zemljevid slovenske dežele in pokrajin, ki je seveda bil nekaj časa prepovedan, in Kozler je imel na zalogi še veliko naklado tega zemljevida svojega. Takrat ga je za novo leto predal Slovenski matici. Slovenska matica je dala obvestilo, da bodo vsi, ki se ji bodo pridružili, prejeli tudi Kozlerjev zemljevid, in takrat se je število članstva več kot potrojilo. Tako je nekako začela izgledati zgodovina Slovenske matice. In tako se je začela pisati njena zgodovina. Prva knjižica, ki jo je Slovenska matica izdala, pa je tale tukaj, ki smo jo uvrstili tudi na razstavo. To je koledar slovenski za navadno leto 1865. To je bila prva knjižica, ki je šla, torej, ki je šla pri Slovenski matici. V njej je zapisani so koledarji, dnevi, vse, kar pač človek tudi potrebuje za načrtovanje svojega leta. V drugem delu pa seveda so objavljena ustanovna pravila Slovenske matice. Tukaj jih lahko vidimo v večji izvedbi. Torej, pravila Slovenske matice, ki so se glasila takole: namen tega društva. Društvo Slovenske matice ima sedež v Ljubljani. Matici je namen slovenskemu narodu pri pomoči do omike, na vse strani znanstveno izobraževaje slovenski jezik in slovensko slovstvo, tudi brez vse politične delavnosti. Zatorej društvo dobre, čisto znanstvene, pa tudi ljudstvo primerne spise v slovenskem jeziku bode ali samo dajalo na svitlo ali pa vsaj podpiralo, da se izdade. Bode skrbelo, da se počasi napravi ter napolni knjižnica, ki bodo ustrezala društvenemu namenu. Knjižnica bode sicer matičina, ali vendar bode smela za zdaj rabiti ljubljanskej narodnej čitalnici. Zakaj sem prebrala ta pravila v celoti? Ker lahko vidimo, da je bil pomemben del takratne zasnove Slovenske matice tudi knjižnica. In zdaj se boste seveda vprašali, ja, kje pa je ta knjižnica danes? V primerjavi z drugimi slovanskimi maticami, ki so ohranile svoje dragocene biblioteke, je Slovenska matica dejansko, njena vloga ni bila samo izdajanje znanstvenih spisov, ampak v drugi polovici 19. stoletja tudi seveda obeleževanje spomina na znamenite slovenske pisatelje, umetnike, ustvarjalce, postavljanje spomenikov, pobude za recimo prenos posmrtnih ostankov Jerneja Kopitarja iz Dunaja nazaj v naše kraje in tudi podobne dejavnosti. Poleg tega pa je Slovenska matica ves čas odkupovala tudi rokopise slovenskih pisateljev, med njimi recimo Valentina Vodnika. Slovenska matica je imela v lasti tudi najstarejše slovensko tiskano besedilo. Katero je to? Besede Levkup v Boga Gmajna, ki so natisnjene sicer na letaku v nemščini, ko so uporniški kmetje na Štajerskem, v Celju, seveda se uprli takratnim fevdalcem, so
je nemška oblast trosila te letake, po čem te puntarje prepoznajo, da pojejo levkup Boga kmajna. In to je najstarejše ohranjeno slovensko tiskano besedilo. Skratka, vsega tega danes ne hrani Slovenska matica, ker je bila vse svoje življenje zelo radodarna. In ko je bila leta 1919 ustanovljena Slovenska univerza, je Slovenska matica celotno svojo knjižnico, vključno z vsemi rokopisi in vsem tem dragocenim gradivom, ki ga je hranila, predala takratni študijski knjižnici, današnji Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Seveda je bila velika napaka Slovenske matice, ker bi danes imela v lasti vse te rokopise in bi bila inštitucija oziroma ustanova, ki bi jo obiskovali številni raziskovalci. Po drugi strani pa je bila vedno njena naloga skrb, da se slovenska pisna dediščina hrani in ohranja na najboljši možni način. Prav pa bi seveda bilo, da bi vso to gradivo, ki ga je prejela, označila kot gradivo iz arhiva Slovenske matice, kar danes prepogosto pozabljamo. Toliko o knjižnici in drugih dejavnosti Slovenske matice. Morda naj povem še to, da je bila zelo pomembna pri postavljanju spomenika Valentinu Vodniku in v takih primerih je organizirala posebne odbore, recimo prav posebej je bil ustanovljen tudi odbor za prenos Kopitarjevih posmrtnih ostankov. Vemo, da tako rekoč od njega nimamo ohranjene nobene fotografije, in moram priznati, da ko smo nazadnje pospravljali še omare Slovenske matice, smo našli še 3 dragocenih gradiv. Prva je ravno slika posmrtnih ostankov Jerneja Kopitarja, ko so ga izkopali na Dunaju. Drugo je bil rokopis Cankarjevega romana Novo življenje in tretje knjiga, ki ni bila izdana, pa je vendarle rokopis bil pri Slovenski matici, je bil rokopis Slomškovih štajerskih toponimov, torej nabiral je imena krajev in vse to smo tudi leta 2022 predali Narodni in univerzitetni knjižnici in 2023 prejeli Trubarjevo priznanje za ohranjanje slovenske pisne dediščine. Zdaj pa seveda nazaj k tej naši zgodovini, k velikim očetom slovenske kulture, slovenskega naroda, ki nas budno, vedno, kadar se v naši dvorani odvijajo dogodki, spremljajo iz podob. Navada je bila, da na Slovenski matici od samega začetka portretirajo predsednike Slovenske matice. Na sredini je seveda prvi predsednik, dr. Lovro Toman. Znana je anekdota, da je bil malo manjše postave in se zato dal naslikati nekako ne samo seveda v nekoliko višji podobi, tako da pokaže vso to njegovo veličino in pomen, ki ga je imel za slovenski narod. Potem je predsednik tukaj dr. Edvin Henrik Kosta. Drugo leto se bomo spominjali 100-letnice smrti in bomo sliko tudi dali, smo že dogovorjeni, v restavriranje. In potem znameniti predsednik, veterinar, doktor veterine Janez Blajvajs. Seveda je zgodovina Slovenske matice zelo dolga. Omenila sem že, da smo odkupovali tudi rokopise na Slovenski matici slovenskih avtorjev. In edini predsednik,
ki je bil duhovnik, je bil Josip Marn, vendarle pa je kljub njegovi izredni skrbi za slovenski jezik, vemo, da je izdajal jezikoslovno revijo, da je izredno skrbel za slovenščino, pa je v tej zgodovini na nek način se ga spominjamo z rahlim črnim madežem v zgodovini Slovenske matice. Namreč, ko bi bilo potrebno odkupiti rokopise Simona Jenka, je dejal, da to pa ne, ker je poezija absolutno preveč erotična in seveda takrat teh rokopisov nismo odkupili in danes rokopisi veljajo za izgubljene. Sledila sta še predsednika Graseli, Poklukar, potem pa sledi morda najbolj zlato obdobje, eno izmed najbolj zlatih obdobij Slovenske matice. Njen predsednik je bil takrat Fran Levec, ki ga vidite na portretu ob vhodu v našo dvorano. To je tudi najdragocenejša slika, ki jo hranimo na Slovenski matici, zakaj njen avtor je Ivan Grohar. Naslikal ga je, kot pravi akademik dr. Milče Komelj, ki je v tej monografiji ob 160-letnici Slovenske matice tudi naredil nekakšen umetnostno-zgodovinski sprehod skozi našo galerijo, zato si boste seveda več lahko prebrali v tej monografiji. Je napisal, da ga je Grohar Levca načrtno uprizoril v tem zeleni tonaliteti, da bi na tak način poudaril njegovo misterioznost in njegovo duhovnost, ki jo je prinesel v Slovenski matici. Fran Levec je bil predsednik od konca 19. stoletja pa vse do leta 1907. Pomemben je seveda tudi zato, ker vemo, da je bil profesor Ivana Cankarja in je nemudoma prepoznal njegov talent. In če danes brskate po arhivu Slovenske matice, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije v več, mislim, da že okrog 160 zajetnih fasciklih, v tem arhivu lahko najdete seveda dopise, kako je tudi, oziroma račune, kako je tudi Fran Levec vnaprej plačeval Ivanu Cankarju honorarje, potem pa ga vzpodbujal, naj piše in še enkrat piše. In tako je Ivan Cankar v samo 8 letih med 1900 in 1908 pri Slovenski matici izdal kar 10 svojih del. Med njimi romane Martinka Čur, Na klancu in tako dalje. Ko pa že omenjam seveda Ivana Cankarja in ko sem že omenila, kako pomembno je Slovenska matica spodbujala tudi postavljanje spomenikov slovenskim pisateljem, naj povem, da je v te namene Slovenska matica seveda pripravljala dala tudi narediti posmrtne maske slovenskih pisateljev. In žal imamo ohranjenih le še nekaj posmrtnih mask, med njimi pa je seveda tudi tukaj posmrtna maska Ivana Cankarja. In morda še enega pomembnejših slovenskih pesnikov, posmrtna maska Simona Gregorčiča. Tako da sta tudi na tak način prisotna na nek način vedno tukaj z nami. Zakaj sem poudarila, da je to zlata doba Slovenske matice, seveda že tudi zaradi številnih del, ki jih je v tem obdobju pri matici izdal Ivan Cankar, prav tako pa je 19. stoletje tudi že nekoliko pred začetkom predsedovanja Frana Levca, torej čisti zaključek 19. stoletja, pomemben zato, ker je Slovenska matica od izdajanja posameznih učbenikov ali recimo z različnih področij vse bolj prehajala, recimo taki učbeniki so bili tudi
tudi iz povsem naravoslovnih področij, recimo oko in vid, zoologija in botanika in podobno, kasneje tudi elektrika, skratka zelo naravoslovna in tehnična področja, pa je po drugi strani konec 19. stoletja začela razvijati tudi številne zbirke. In naj z vami delim tako rekoč najstarejšo slovensko knjižno zbirko. To je zbirka, ki se imenuje Zabavna knjižnica. Ta zbirka je bila ustanovljena. Zabavna knjižnica, mislim, da je tukaj žal nima. Očitno, ko sem prinašala. Zabavna knjižnica je bila ustanovljena leta 1886 in velja za najstarejšo slovensko knjižno zbirko. Žal pa je vmes potem bila prekinjena. Leta 1918 smo Zabavno knjižnico nehali izdajati in leta 2023 smo jo na Slovenski matici ponovno oživili z izdajo kratkega romana Življenje nima naslova Ferija Lajnščka in letos z izdajo romana Pobeg brez meja avtorice Ksenije Majcen, ki je tudi danes tukaj z nami, da smo na tak način seveda obeležili najstarejšo slovensko zbirko, jo nadaljevali in jo posvetili mladim in otrokom, skratka tistemu žanru, ki ga Slovenska matica prav specifično doslej ni izdajala. Prav tako je izšla, kmalu začela izhajati leta 1894 Knezova knjižnica. Knezova knjižnica je kasneje izgledala takole, kot lahko vidite tukaj na razstavi. Recimo, tako so pripravljali naslovnice knjig z retušo, z vsem. In tako je potem tale naslovnica izgledala v tisku v realnosti. Knezova knjižnica. Zakaj knez in zakaj Knezova knjižnica? Namreč Anton Knez je bil zelo pomemben podjetnik, mlad, sposoben mož, ki pa je 30 let star, 1892. leta, predvidoma zaradi nesrečne ljubezni naredil samomor. Seveda domači so pričakovali, da bodo dedovali njegovo premoženje, toda ko so odprli oporoko, je pisalo takole: obresti Anton Knezove ustanove, da se ustanovi iz njegovega kapitala Anton Knezova ustanova, obresti Anton Knezove ustanove pa, tako pravi oporoka dobesedno, navaja, naj se porabljajo v izdavanje cenene, zabavne in poučne ljudske knjižnice, katera ne nosi v spomin moje ime in mora biti pisana v strogo narodnem duhu, na podlagi katoliške vere, toda v svobodomiselnem smislu. Vsa ta dela naj tiska Narodna tiskarna po takrat obstoječih cenah, urejuje pa Matica Slovenska. Skratka, Anton Knez je izredno veliko svojega premoženja, ocenjuje, da ga je bilo okrog 60.000 goldinarjev, namenil Slovenski matici. Slovenska matica je nemudoma ustanovila Knezovo fundacijo oziroma Anton Knezovo ustanovo. Njegov portret si lahko ogledate v drugem nadstropju v naših pisarnah, v moji pisarni tudi kip Antona Kneza, ki ga je ta fundacija uporabljala. In seveda so nemudoma začeli z izdajanjem slovenskega izvirnega leposlovja. Prav v tej Knezovi knjižnici je izšel tudi velik del že omenjenih Cankarjevih knjig.
Kaj se je z Anton Knezovo fundacijo zgodilo? Počasi prehajamo v 20. stoletje, v začetke 20. stoletja. Dejala sem, Levec je bil predsednik do 1907, Cankar neha pisati za Slovensko matico leta 1908. In če berete uvod k njegovi zbirki črtic Moje življenje, boste lahko prebrali, kako je Slovenske matice dobil pravo jezikovno skropucalo in ga nemudoma vrgel v peč. Kaj to pomeni? Predsedovanje Slovenske matice je prevzel Fran Ilešič. Prizadeval si je za ilirizem, torej nekakšen skupen, enotni jugoslovanski jezik, in v tem duhu je bil gotovo napisan tudi tisti letak, ki ga je Cankar prejel in vrgel v peč. V tem obdobju je začela za kratek čas izhajati zbirka Hrvatska knjižnica, prav tudi hrvatska imenovana, ki jo je uredil prvi zvezek dr. Fran Ilešič, vendarle pa je kmalu prenehala z izhajanjem. Ampak z izhajanjem ni prenehala samo hrvatska knjižnica pri Slovenski matici, ampak tudi celotni knjižni program Slovenske matice. Kaj se je zgodilo? Leta 1913 je Fran Masel Podlimbarski pri Slovenski matici izdal roman Gospodin Franjo. Takrat cenzura niti ni bila tako zelo pozorna na izdajo tega romana, tako da je roman bil natisnjen. V tem romanu pa seveda opisuje, kako kruto ravna avstrijska oblast in tudi vojska z življenjem v Bosni, torej srbskim in muslimanskim prebivalstvom v Bosni. Ko pa se je leta 1914 začela Prva svetovna vojna, je seveda knjiga nemudoma padla pod budne oči cenzorja, bila prepovedana. Fran Masel Podlimbarski je bil izgnan, kot vemo, je v izgnanstvu tudi kmalu umrl. Zaloga naj bi bila v celoti zaplenjena, vendar je v celoti niso, ker jo je tiskar uspel del zazidati. Slovenska matica pa je bila ukinjena. Prav tako je bilo zaplenjeno njeno premoženje, nastavljen je bil seveda strani avstrijske oblasti, je bil nastavljen nekako njen upravitelj, ki je na premoženje Slovenske matice vzel vojne kredite. In v teh vojnih kreditih je izginila tudi večina sredstev Anton Knezove fundacije. V tem obdobju je že bil pravni zastopnik Slovenske matice oziroma tudi v njenem odboru deloval pisatelj Ivan Tavčar, ki ga vidimo tukaj na portretu, in ki je pisal ves čas pritožbe in seveda o nezakoniti ukinitvi Slovenske matice in zahteve po vrnitvi njenega premoženja. Leta 1917 so bile te zahteve uspešne, Slovenska matica je dobila nazaj svoje premoženje, seveda s številnimi krediti, obremenjeno z krediti, in takrat se je razmišljalo tudi o prodaji te stavbe tukaj, ki jo je Slovenska matica kupila leta 1879. Predtem pa je delovala, vemo, tam, kjer je današnji konzorcij, kjer so delovala slovenska društva v Sovanovi vili. Zasluge, ki jih je imel Tavčar seveda za vrnitev tega premoženja Slovenski matici, so zelo velike. Naj pa kot drobec vendarle omenim, ko sem raziskovala Ivana Tavčarja in Slovensko matico, smo odkrili v zemljiški knjigi, da je bila last Slovenske matice nekoč tudi hiša, vila, ki danes velja za Tavčarjevo vilo na Bregu. In v času, ko je bil pravni zastopnik Slovenske matice, Ivan Tavčar
je nekako ta vila prešla v Tavčarjevo zapuščino, ali je šlo za prodajo oziroma kako, pa še nisem odkrila dokumenta neke kupoprodajne pogodbe. To morda toliko kot zanimivost, kako se je tudi to premoženje Slovenske matice skozi stoletja gibalo. Kakorkoli, takrat so sprejeli pravilno odločitev, da na vsak način stavbo Slovenske matice ohranijo in zato še danes po tej zaslugi in tej pravilni odločitvi domujemo tukaj na Kongresnem trgu v Ljubljani. Ivan Tavčar je bil tudi 2 leti, 1918 do 1920, potem predsednik Slovenske matice, vendar je že, ko je nastopil to funkcijo, rekel, da bo prevzel zgolj začasno, da se konstituira in znova vzpostavi, ker vemo, da je bil zelo zaseden tudi kot župan in seveda tudi kot politik. Potem je sledilo dolgo obdobje, najdaljše obdobje predsedovanja, Dragutina Lončarja ali Lončarja, različno naglašajo. To je obdobje med obema vojnama. V tem času je Slovenska matica ves čas izredno pomembno podpirala, torej vse, kot je tudi v njenih pravilih navedeno in kot je tudi Anton Knez zahteval, kar je povezano z narodom, slovenstvom, slovensko zemljo, z njenim prebivalstvom. Tako so ene prvih knjig, ki so začele sistematično izhajati, bile tudi knjige o posameznih pokrajinah, takratnih na Slovenskem. Torej, tu je bila zbirka Opis slovenskih pokrajin oziroma podnaslovljena kot Opis slovenskih pokrajin, zbirka naslovljena kot Slovenska zemlja. Išla je posebej Štajerska, Koroška in najpomembnejša v tej zbirki je nedvomno Beneška Slovenija Simona Rutarja, ki je bila izdana leta 1899, zato ker je s to zbirko pomembno začrtal meje slovenskega življa na zahodu in poudaril, da vendarle, kako pomembno je tudi slovensko prebivalstvo v Benečiji. Žal danes na ta izraz Beneška Slovenija pogosto pozabljamo in govorimo samo še o Benečiji. Tako da bi morali tudi Slovensko matico vrniti malo tega Rutarjevega duha v naš slovenski prostor. Da se te raziskave geografske so se seveda ves čas znotraj Slovenske matice intenzivno nadaljevale, vrhunec pa nedvomno dosegle. V letih 1935 in 1936, to je medvojno obdobje, ko je Anton Melik izdal svojo pomembno monografijo Slovenija v 2 zvezkih. Žal na matici ne najdem originala teh 2 zvezkov. To je potem izdaja iz leta, ko je išla po 2. svetovni vojni, ko je bil predsednik Slovenske matice že Anton Melik in je Slovenija išla v 4 zvezkih. Ker smo že pri slovenskih pokrajinah, pa naj morda poudarim še to, da se ta tradicija proučevanja slovenskega ozemlja nadaljuje na Slovenski matici vse do danes, zato gre izredna zasluga našemu naravoslovno-tehniškemu odseku. Hvala tudi, da so člani, predstavniki danes tukaj, članov upravnega odbora z tega področja. In da je tukaj tudi eden izmed pomembnih urednikov, akademik profesor dr. Gogala, izmed pomembnih urednikov teh 2 zajetnih zvezkov slovenske Istre. Namreč, kako zelo pomembna je ta izdaja, se morda niti ne zavedamo. Vemo, da prostor doslej ni imel nekega geografskega termina, imenovali smo ga Slovenska obala, Primorje in tako dalje. Zdaj pa je dokazano, da je to geografsko, torej naravno geografsko, tisto področje, ki seveda po vseh karakteristikah geografskih sovpada s podobno kot je Istra na Hrvaškem
in zato smo utrdili izraz Slovenska Istra. Naj pri tem poudarim, da so tudi tisti, ki skrbijo za potrditev slovenskih geografskih imen, torej komisija, ostro nasprotovala, da izraza Slovenska Istra ne bi smeli rabiti, ker še ni potrjen s strani akademske stroke in seveda posebne komisije. In takrat sem jim odgovorila, da potem tudi v naslednjih 500 letih ne smejo spremeniti niti ene jezikovne norme več. Zato, ker mora biti jezikovna norma po tej logiki najprej potrjena na komisiji, ne pa uporabljena iz javne rabe. Če pa velja tako za spreminjanje slovenskega jezika danes, da je javna raba tista, ki počasi določa normo, potem naj tudi izraz Slovenska Istra utrdi normo in prepriča komisijo za geografska imena. Toliko en kratek ekskurs v ohranjanje, torej naravoslovja na Slovenski matici. Seveda pa Slovenska matica enako naprej tudi v povojni zgodovini skrbi za izdajanje leposlovja, humanistike in družboslovja. Torej je tista založba, ki skrbi za najširši založniški program s čisto vseh področij, prav tako pa tudi za žanrsko najširši program s področja leposlovja. Naj se morda samo še dotaknem za kratek hip, predno preidem k temu, kako izgleda založniški program in njegovo koncipiranje danes, katere zbirke in tako dalje so ohranjene. Naj morda na kratko povem še, približali smo se seveda drugi svetovni vojni. V septembru 1941 je pod vplivom krščanskih socialistov in tudi Vidmarja tukaj potekal kulturni plenom Osvobodilne fronte pod pretvezo, da je na Slovenski matici sestanek njenega upravnega odbora. Kakšnih daljnosežnejših posledic sicer to srečanje ni imelo, vseeno pa je to čas, ko smo seveda ko smo na nek način razumeli ta odpor proti okupatorju kot odpor vsega slovenskega naroda, zato se je na tak način temu seveda pridružila tudi Slovenska matica. Zdelo se je, da bo morda tudi to dejstvo nekako pomagalo Slovenski matici v povojnem obdobju, vendar ni bilo tako. Predsednik Lončar, ko je videl, da nima seveda več podpore povojne komunistične oblasti, je se umaknil s predsedovanja. Sklenili so, da predsedovanju dodelijo akademiku Antonu Meliku, geografu, ki sem ga že omenjala, avtorju Slovenije, ki je imel seveda boljše stike tudi kot udeleženec odpora z povojno oblastjo. Pa vendarle je Slovenska matica šele po letu 1947 potem nekako počasi začela izdajati svoja nova knjižna dela. Naj poudarim, da je bila na nek način delno v določenem obdobju tudi programsko priključena Državni založbi Slovenije, zato da se je njen program založniški nekako nadzoroval. Prav tako je Slovenska matica imela še v 80-ih letih delegiran založniški odsek, torej zunanje inštitucije, SZDL, SAZU in tako dalje, so dale in predlagale svoje člane v založniški odsek, zato da je bil ta njen program kolikor toliko seveda še vedno programsko nadzorovan, čeprav je bila prav Slovenska matica tista, ki je vedno nekako dajala zlasti od 80-ih let dalje besedo zamolčanim, prezrtim, tudi neformalno oziroma neuradno prepovedanim avtorjem. Eno pomembnejših obdobij v tem času so v 60-ih letih recimo izdaja obeh romanov Senčni ples in V Sibilinem vetru
Alojza Rebule, ki veljata za nedvomno najboljša Rebulova romana. To je že obdobje predsednika dr. Franceta Koblarja, ki ga prav tako vidite lahko na portretu Antona Gojmirja Kosa v ozadju naše dvorane. V 70. letih je Slovenska matica bila tista, kjer je prvič znova z izdajo pesniške zbirke, potem že v 60-ih, se opravičujem, leta 65, z izdajo pesniške zbirke Groza prvič po 10 letih lahko svoje delo znova objavil Edvard Kocbek. V 70 letih je leta 1975 Slovenska matica že pripravila natis romana Branka Hofmana Noč do jutra, kjer pisatelj opisuje, čeprav tega ne omenja, Goli otok in dogajanje na njem, vendar je bila naklada v resnici zaplenjena in izdaja prepovedana. Leta 1981 pa nastopi mesto tajnika urednika pisatelj Drago Jančar, ki je potem bil tajnik urednik Slovenske matice kar 35 dolgih let, vse do leta 2016. Tajniki uredniki so bili neke vrste tisti, ki so vodili delo na sami ustanovi že od samega začetka. Med njimi tudi seveda zelo ugledni pisatelji, akademiki, recimo prvi tajnik je bil Fran Levstik, potem pa tudi v določenem obdobju Juško Zak, Štefan Barbarič, France Bernik, skratka potem pa je to dolgo obdobje Draga Jančarja, ki ga tudi zaradi njega in predsednikov kot Bogo Grafenauer, Joža Mahnič, Primož Simoniti in Milče Komelj lahko imenujemo nekako druga zlata doba Slovenske matice, ko je Slovenska matica bila eno od sidrišč in središč slovenskega osamosvajanja. Tu je nastala prva Slovenska demokratična stranka. Tukaj se je podpisovalo oziroma podpiralo Majniške deklaracije. V Slovenski matici je deloval odbor staršev za vrnitev slovenskih vojakov iz Jugoslovanske ljudske armade, ki ga je vodil profesor Janez Strgar, tudi naš zelo ugledni član. Skratka, Slovenska matica se je v tem obdobju aktivno vključila in podprla to, kar je bila njena zaveza od samih začetkov. Slovenski jezik, slovensko knjigo, slovenski narod in končno tudi slovensko državnost. V tem duhu je seveda Slovenska matica, deluje še danes, da pa poskušamo na vsak način, ko je Slovenska matica tudi bila tista, ki je dala pobudo za ustanovitev univerze, kot sem omenila, podarila knjižnično gradivo, dala tudi pobudo za ustanovitev Slovenske akademije znanosti in umetnosti, njeni člani so to vedno podprli, je seveda izgubljala to svojo središčno in osrednjo vlogo. In ko vprašajo danes, kaj naj bo njena naloga, vedno govorim to, kar pozabljamo, da je Slovenska matica nekakšen most med slovensko kulturo in znanostjo in seveda najširšo javnostjo. Torej, kako na nek način to slovensko kulturo in javnost prenesti in seveda tudi zavedanje o slovenski identiteti prenesti v najširši slovenski prostor, ki ne sega samo do meja naše države, ampak seveda tudi onstran teh meja k Slovencem v Italiji, na Madžarskem, v Avstriji, Hrvaškem in seveda tudi po svetu. Naj morda poudarim v tem duhu, ko govorim ravno o slovenstvu, še, da je bil v obdobju Draga Jančarja tako rekoč hišni, najpomembnejši avtor Slovenske matice, akademik, pisatelj Boris Pahor. Pri Slovenski matici je izdal izredno veliko število del. To je tisto obdobje po objavi intervjuja z Edvardom Kocbekom v Zalivu,
ko je bilo mu za nekaj časa, mislim, da 2 leti, prepovedan vstop v Jugoslavijo, nenapisano pa tudi prepovedano objavljanje del, Drago Jančar je v 80-ih letih izdal vrsto Pahorjevih del, tudi z objavo, z natisom tega intervjuja v knjigi Ta ocean strašno odprt, ki ga je izdal Boris Pahor pri nas. Tu so izšla njegova pisma, njegovi številni romani, recimo Trkover dan in podobno. In Boris Pahor je bil tisti, ki nas je vse do zadnjega dramil v tem, da seveda ni, da je nekakšna ideja socializma oziroma Kardeljeva teorija tista, ki govori o spajanju narodov, ki ne bo več spajanje z puško in revolucijo, ampak se bodo narodi nekako spojili na miren način. In v tem svojem delu Boris Pahor, Ta ocean strašno odprt, zapiše, ni mi jasno, da smo se tako zelo borili za slovenski narod in slovensko identiteto, zato, da bi se zdaj kar spojili in, jaz pravim še temu, utopili v globalnem svetu. Namreč Slovenska matica, tudi danes tista, ki ohranja, ki poudarja to, da lahko neko drevo raste in se razcveti samo, če hranimo njegove korenine. Te korenine pa so vedno samo njegove, individualne in posebne. In takšna posebnost je seveda tudi slovenski jezik s svojo dvojino, tudi slovenska narodna identiteta in samo, če bomo spoštovali to svojo tradicijo in preteklost, njene posebnosti in drugačnosti, bo seveda drevo tako tega naroda kot tudi naše države še živelo. V tem duhu je seveda tudi program Založniške slovenske matice vedno nekako povezan z temami tudi slovenstva oziroma tako zgodovinskimi temami, ki se dotikajo velikih osebnosti. Vemo, da imamo izredno obsežen prireditveni program, okrog 150 prireditev na leto, že beležimo letos. In v tem duhu izdajamo številne zbirke, recimo mestne knjige, kjer so potem posamezni, kjer so odlomki iz del, ki govorijo o posameznem mestu. Zadnja je bila idrijska knjiga. Izdajamo seveda tudi slovensko izvirno leposlovje, v Knezovi knjižnici že omenjeni, izdajamo tudi slovensko filozofsko misel, ki je nekakšen pandan filozofski knjižnici, ki je bila razvita po vojni leta 1955 in v kateri so seveda začeli izhajati prevodi filozofskih klasikov, česar Slovenci do takrat sploh nismo imeli. Med te sodi tudi najbolj prodajana knjiga Slovenske matice vseh časov, Dnevnik cesarja Marka Aurelija. Da ne bom, ker sem že zelo dolga, morda samo še to, da seveda imamo vse knjižne zbirke in pokrivamo vse žanre, od dramatike, to je zbirka Vezana beseda, v kateri je izšla kot prva knjiga Shakespeara Romeja in Julija. Potem edino, česar Slovenska matica doslej ni imela, je bila zbirka poezije. Ko sem nastopila to delovno mesto po Dragu Jančarju, sem seveda rekla, Slovenska matica mora podpirati tudi slovensko poezijo. Takrat smo ustanovili zbirko Mozaiki kot prvi zvezek, ki je šel Brane Senegačnik, Pogovori z nikomer in že takoj prejel nagrado Prešernovega sklada. No, v 5 letih je ta zbirka prejela že 2 nagradi Prešernovega sklada in 2 Jenkovi nagradi. Kipec za Jenkovo nagrado imamo tudi razstavljen tukaj. Hvala pesniku Robertu Simoniško in Miljani Cunta, nagrajencema, ki sta nam ta kipec odstopila tukaj za razstavo.
Še veliko bi lahko povedala o Slovenski matici. Naj morda za zaključek delim z vami tole pesem, ki jo je zložila Luiza Pesjakova, prav tako o praznovanju novega leta, o Slovenski matici, kjer piše, da je matica mati, ognjišče, mačica, to je mislena čebela matica in svetišče. In naj to svetišče, Slovenska matica, ob svoji 160-letnici ostane še na mnoga leta, desetletja in stoletja. Hvala vsem.